finalom svetovnega pokala v smučarskih skokih, ki bo letos v Planici. Z nami je pestra družba, tako kot vsako leto. Za začetek bi prosil par besed strani predsednika organizacijskega komiteja, gospoda Drago. Ja, lep pozdrav v imenu organizacijskega komiteja. Bliža se Planica, kot je bil rečen, zdaj, kar se tiče same podrobnosti v zvezi z organizacijo, bojo moji kolegi več povedali. Jaz lahko samo povem, da sem prepričan, da bo tudi letos Planica organizirana tako, kot se spodobi. Nenazadnje gre za ustarjeno ekipo, že delamo kar nekaj let skupaj in sem tam prepričan, da bomo tudi letos kljub določenim težavam s snegom stvar pripeljali uspešno, tako kot je treba. Zdaj, kaj ne rečem, skoki, smučarski skoki in pa še vse poleti so v zadnjih letih zelo popularni, njihova popularnost se raste. Jaz sem trdno prepričan, da Planica ima posebno mesto pri tem. Vsak tekmovalec si v bistvu želi, da bi ravno v Planici dosegel najlepše uspehe. Zato smo tudi letos mi na novo definirali in bomo podelili posebno nagrado Planici, v Planici, tako na Planica 7. S tem sem trdno prepričan, da bomo še dodatno dali težo tem skokom v Planici, kako tudi veliko skokom nasploh. Nagrada Planica 7 je nagrada za tistega, ki bo v vseh teh dneh, prav 7 skokov, kvalifikacije četrtek, 2 skoka v petek, soboto, nedeljo, ki bo prijel največ točk in ta nagrada bo v višini 20 000 švicarskih frankov. To je ena posebna nagrada, ki jo uvajamo v Planici, ki bo specifična za Planico in bo poleg ostalih dnevnih nagrad na nek način, bom rekel, tudi neka specifičnost ali specifika same Planice. Jaz bi se predvsem kot v imenu organizacijskega komiteja res zahvalil vsem, ki kakorkoli pomagajo Planici. Posebna zahvala gre tudi policiji, vojski, prostovoljcem, občini, vsem ostalim, tako da v bistvu res Planica je lahko na nek način v bistvu postaja glavna, bom rekel, organizacija, glavna prireditev v sami Sloveniji. Zahvalil bi se tudi Nordijskemu centru Planica. Jaz mislim, da zelo skrbno vzdržuje objekte, pripravlja letalnico, skupaj z njimi Planica živi celo leto. Mi moram povedati, da poleg te prireditve v Planici smo organizirali več tudi preko tekem in tako za celinski pokal kot državno prvenstvo. Imeli smo svetovni pokal v tekih. Skratka, Planica ni samo trodnevni praznik, ampak Planica praktično živi celo leto. Jaz sem trdno prepričan, da z vsemi temi v bistvu aktivnostmi Planica resnično to pot pa res postaja resen kandidat za svetovno prvenstvo v nordijskih disciplinah. Veste, da svetovno prvenstvo v poletih je že zagotovljeno 2020, ampak trdno sem prepričan, da za 2023 bomo to kandidaturo tudi dobili. Kot tok za začetek pa bi prilagal mogoče, da še ostali kaj več povejo. Hvala lepa. Zaenkrat seveda vam bodo vsi na koncu morali za izjave 1 na 1. Zdaj, kot tradicija veleva, smo tukaj v Železniškem muzeju. Vse več ljudi se odloča, da potuje v Planico z vlakom. Z nami je gospod Primož Rovšnik iz Slovenskih železnic, ki nam bo povedal malo več. Hvala lepa za besedo. Me veseli, da smo v Železniškem muzeju, čeprav za potovanja proti Planici seveda ponudil tudi novejše vlake, ki jih imamo tudi v naši shrambi in kot vsako leto seveda smo se tudi letos odločili za to sodelovanje, pa sicer zelo dobro sodelujemo z športniki ali pa športnimi prireditvami na splošno in v času letošnjih poletov bomo okrepili oziroma ojačali redne povezave v smeri Jesenic. Poleg tega pa bomo upeljali tudi dodatne vlake,
in sicer v soboto kar dvakrat iz Črnomlja in iz Ljubljane in tudi en vlak v nedeljo. Teh vlakov je kar precej vse podrobne vozne rede, lahko uporabniki oziroma tisti, ki se odpravljajo v planico, dobijo na naši spletni strani Slovenskih železnic, ker so vsi vozni redi natančno opredeljeni in pri tem je pač potrebno poudariti, da so tudi nekako